wypowiedź. Pani Romana Jordan Cizelj, 2 minuty. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik, danes verjetno razpravljamo o enem od najpomembnejših dokumentov tega plenarnega zasedanja. Številni naši državljani so namreč sredi najhujše zime v letu 2009 zmrzovali, njihove peči pa so ostale hladne. Prav v primerih izrednih dogodkov, ko je resno motena oskrba Evrope s plinom, se lahko nazorno pokaže in dokaže evropska solidarnost. Omenjena uredba je dokaz, da v središče naših ukrepov postavljamo dobrobit posameznega človeka. V uredbi so namreč vsa gospodinjstva, ki so priključena na plinovodno omrežje, definirana kot zaščiteni odjemalci. Na podlagi te uredbe morajo biti sprejeti ukrepi, ki jim jamčijo zadostno napajanje tudi v primeru izrednih dogodkov. To pomeni, da moramo okrepiti infrastrukturo tako v državah članicah in tudi povezave med njimi. Poskrbeti moramo tudi za delovanje plinskih zank, torej za dvosmerno delovanje plinovodov. Poskrbeti moramo tudi za učinkovit načrt preventivnih ukrepov v primeru izrednih razmer. Na tem mestu želim spodbuditi Evropsko komisijo, da bo odločno zahtevala pravočasno izpolnjevanje zahtev iz uredbe strani držav članic. Vesela sem, da je poročevalec prisluhnil tudi argumentov posameznih držav in upošteval njihove specifike. Tako so rešitve ustrezne tudi za Slovenijo, kjer obstoječa kombinacija napajanja ruskega in alžirskega plina zadostuje za doseganje standarda oskrbe, kljub pomanjkljivostim pri standardu N-1. Nazadnje pa želim še čestitati poročevalcu Aleju Vidal Quadrasu, ki je spretno vodil pogajanja v parlamentu in med inštitucijami. Opravil je res odlično delo, za katerega upam, da bo na glasovanju podprto z veliko večino. Hvala.